Prostor za namestitev dvigala je čakal od leta 1997 in njegova namestitev je bila ena prvih nalog, ki si jo je lani o prevzemu direktorske funkcije zadala Alenka Černelič Krošelj. Občina je zagotovila potrebnih 65 tisočakov, delo pa je opravil SL Engineering. Ta fizična dostopnost je izjemno pomembna za vse obiskovalce, tako za tiste, ki so invalidni, tiste, ki malo težje hodijo, za starejše, za mlade družine z vozički, zdaj lahko tudi te otroke po gradu peljejo. Letos namenjajo ranljivim skupinam posebno pozornost s prilagojenimi prireditvami. Zato smo s podporo ministrstva nakupili tudi slušne zanke, se pravi za naglušne. Priskrbeli 2 dogodka in v septembru še enega, ki je namenjen prav gluhim in naglušnim. To pomeni, da poleg teh slušnih zank zagotavljamo tudi prevod v znakovni jezik skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Konec leta bodo odprli še taktilno razstavo, da bodo slepim in slabovidnim predstavili avtorja poslikave Viteške dvorane. Od januarja se je sicer zvrstilo 141 prireditev, s katerimi so obisk gradu povečali za 17%. Grad postaja vse bolj zanimiva turistična točka, je pa treba vanj še ogromno vložiti. Nekako skupna ocena, če bi hoteli res vse to urediti, tako kot je po projektih, bi bilo potrebno še približno 6 milijonov evrov. Seveda moram pa povedati, da v letošnjem letu še želimo nadaljevati, predvsem z sanitarij in pa recepcijo, za katerega trenutno tudi razpis, tako da zato imamo še predvidena sredstva v letošnjem in drugem letu za celovito prenovo, dokončno pa seveda brez pomoči tako evropskih in pa državnih sredstev ne bo šlo. Recepcijo, ki je zdaj v nadstropju, bodo prestavili v pritličje in preuredili še sanitarije.